prinašamo dan. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Pozdravljeni, dragi otroci. Danes smo že 24. dan naših šmarnic. In kako slišite okrog, čujkajo, pojejo in prepevajo naše ptice. Lepo, ker smo zunaj in smo pri župnišču, kjer so tudi naši dominikanci. In danes imamo eno lepo zgodbo. Zgodbo o Mariji, mati Jezusova. In kaj pa je to, kaj je lepo in zakaj pa sem tukaj zunaj? Ker si vam želim tudi pokazati sliko nekega dobrega, čudovitega svetnika. In to je sveti Dominik. Včeraj smo slišali o Janezu Vianeju. On je bil zgled pobožnosti in molitve. Tudi sveti Dominik je bil zgled molitve, rožnega venca. Rad je molil rožni venec ravno zato, ker je imel rad Marijo in je naredil vse v imenu Marije in Jezusa. Nosimo tudi mi dominikanci rožni venec, zato ker se reče, da naš ustanovitelj sveti Dominik je razširil molitve rožnega venca. In zato tudi mi dominikanci radi molimo rožni venec, ker to je tudi orodje naše vere. Danes nam bojo tudi prebrali lepo zgodbo naši birmanci, bodoči birmanci, ki so že pripravljeni in jim bomo zdaj pustili besedo, naj kar jih poslušamo. Lepo poslušamo. Nečesa pa res ne razumem, je zamišljeno dejal Peter. Česa ne razumeš, je zanimala Tamara. Zakaj je Bog izbral Marijo za mater svojemu sinu? Kot nam je dejal župnik, ni bila nič posebnega. Bila je mlada, vendar iz revne družine. Takrat je živelo veliko bogatejših in uglednejših mladih deklet. Če bi se Jezus rodil v bogati družini, se mu ne bi bilo treba roditi v hlevu, se je strinjala Manca. Bolj logično bi bilo, če bi se rodil v premožni družini, je prikimala Tamara. Verjetno bi imel več uspeha in mogoče ga ne bi niti križali. Zakaj je bila Marija izbrana? Se je Peter obrnil k Serafinčku. Veste, otroci, Bog vedno naredi vse prav, je začel Serafinček. Dobro, to vemo, ga je prekinila Tamara. Ne skačimo v besedo, jo je okrenila Manca. Božji načrti so skrivnostni, je nadaljeval Serafinček. Če bi se Jezus rodil v bogati družini, bi bila njegova mati bogata ženska, bi bil omejen pri svojem delovanju, težko bi se približal revežem in reveži bi se težko približali njemu. Večina bogatih ljudi nima posluha za reveže. Če bi bila Marija bogata in ne bi mogli ničesar prositi, je modro pokimal Peter. Danes zgoduje Marija, pomočnica kristjanov, je vedela povedati Tamara. Ker je bila Marija skromna in revna ženska, dobro razume različne stiske ljudi, ki se zatekajo k njej in prosijo njene pomoči, je dodal Serafinček. Seveda, sedaj mi je jasno, skliknila Manca. Samo reveži razumejo reveže. Človek, ki je sit, ne razume človeka, ki je lačen, tako sem slišala govoriti svojo babico. Lahko tudi rečemo, Marija je bila preprosto dokler iz majhnega mesta, iz Nazareta. Ni bila bogata v denarnem smislu, bila je bogata po svojem srcu. Že kot dekle je v sebi nosila pravo bogatstvo. Razlagal Serafinček. Kakšno bogatstvo, je bila radovedna Tamara.
Človek, ki nima polne denarnice denarja, lahko nosi svoje bogastvo v srcu, je modroval Peter. Ne nakladaj, se je obregnila Tamara. Kup revežev je, ki niso bogati v srcu, zavisni in jezni so, ker niso bogati. Poleg tega pa le čakajo, kdaj bodo lahko kaj ukradli. Prav imaš, je prekimal Serafinček. Reveži so lahko zavisni in jezni na bogataše, vendar Marija ni bila, ker ni bila bogata, je bila v resnici svobodna. V sebi je razvila številne človeške krepnosti, ljubezen, sočutje in droboto in še lahko bi lahko naštevali. Predvsem pa je imela globoko vero in zaupanje v Boga. Zato je lahko postala Jezusova mati, je prikimila Manca. In naša priprošnjica v stiskah, je dodal Peter. Tako je, jima je pritrdil Serafinček. Hvala lepa. Tudi sveti Dominik je bil ljubitelj revežev. On je nosil v srcu svoje bogatstvo in je bil človek za resnico. In zato je želel, da dominikanci oznajo tudi resnico. In mi se tudi prizadevamo za to, da oznanjamo Božje kraljestvo in evangelij resnice. Dobro. Za nalogo imate vprašaj starše, kako jim lahko pomagaš. Ne? Vprašaj starše, kako jim lahko pomagaš. Dobro, bomo zaključili z molitvijo. Tebe, ljubim stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj. Tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedožni poti in o smrti pridi mi z Jezusom naproti. Kraljica miru, prosi za nas. Devica milostljiva, prosi za nas. Devica verna, prosi za nas. Sedež modrosti, prosi za nas. Začetek našega veselja, prosi za nas. Petruška mati Božja, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vidimo se spet jutri. Adijo. Yeah.